Evo ga, zopet jaz, Božidar, šola hipnoze in hipnoterapije. Sicer ne bomo zdaj v šoli govorili, ampak bomo bolj govorili o naši delavnici, se pravi izgube teže z pomočjo hipnoze oziroma hipnoterapije. Zdaj, ne, dosti folka misli, da ga bom malo globlje pogledal, pa potem se bo kar stopil s kilami. Zdaj, no, dejstvo je, da eni so vse, ne, v večini je treba delati. Tako da, gledajte, ta novi program, ki sem ga za vas pripravil, pomeni to, da se mi dobimo na nekem osnovnem srečanju, se pravi za tole, za hujšanje s hipnozo. Potem pa, kar je najbolj pomembno, enostavno sem pripravil za vas mesečna srečanja. Se pravi, kjer se mi mesečno dobivamo, enkrat na mesec, običajno bo to kakšna prva sobota. Bom še videl točno datum, tako boste bili imeli na mojem koledarju, zdaj gledam tukaj, imate že. Italija je že za 4. oktober, je že za 7. soboto, ne. Ampak poglejte za naprej. Prijavite se gor na te prijavnice, jaz bom dal potem tudi zdaj oktober je že šel skozi, bomo dali tudi november potem. Ideja je taka, gledajte, zdaj jaz imam preko 20 let izkušenj v hipnoterapiji, delal sem te zadeve, pomagal sem na tisočim ljudem, da zgubijo kilograme. In potem vidiš malce, kaj se dogaja, kako zadeve potekajo. In zdaj ljudje, kakšenkrat imajo malce zgrešeno mnenje o hipnozi, zdaj bom kar takole pakneril, pa jaz bom kar zgubila dol te kilograme. Ne gre tako enostavno. Kakšenkrat ja, kakšenkrat pa ne. Okay? Zdaj stvar je tudi malo, kako vi sprejemate naše delo, eni ga malo bolj sprejemajo, lažje, eni malo teže, eni ga sploh ne sprejemajo, vendar enostavno ne morete vedeti, dokler vi ne pridete do mene. Evo, jaz sem recimo tukaj, zdaj kam sem dal en spisek, recimo, ki smo ga na zadnji imeli tukaj, pa smo potem tehtali, ne? Se pravi, smo tudi šli in normalno vas bom stehtal, ne? Mislim, da ne, to me ne boste zbežali, kar se tega tiče. Ampak gre za eno solidno delo. Jaz vam ne morem obljubiti rezultata v 1, 2 ali 3 srečanja. Eni ga bo imeli, eni so šli dol tudi po 10 kg zdaj na zadnje. Junija smo imeli, ali maja smo imeli to srečanje, 3 zaporedna srečanja in normalno proces se je že začel. Ampak, gledajte, tako ko ste si vi nabrali tisti kilograme gor, tako bo šli tudi dol. Mi govorimo o fizičnih, o telesnih spremembah, ne govorimo o psiholoških. Vi, če pridete k meni za kakšno fobijo, res je, jaz bom tako naredil, pa bo zginila. Ampak to ni enako, veste, in vzroki ko bi rekel, za kilograme, ki si jih ljudje naberejo gor, so pri vsakem človeku mičkeno različni, niso vedno enaki. In zato je treba enostavno se zadevo loti sistematično in potem, ko vas bom jaz videl vsak mesec tam, pa bomo mi vsak mesec delali terapijo, ker je enostavno zadeve strovratne. Veste, vi ste en vzorec v sebi, ste ga razvijali še časa, nehote, normalno, ampak enostavno še danes greste skozi iste vzorce in je nemogoče, iluzorno je pričakovati, da bom jaz prišel, pa se bo kar spremenil. Ga bomo zmanjšali, ga bomo dali pod kontrolo. Ideja je, da jaz vam vrnem kontrolo hrane nazaj v vaše naročje, da vi kontrolirate hrano, ne pa hrana vas. To je smisel vsega tega. Zdaj pa eni bojo že na prvem srečanju videli rezultati, eni na drugem, eni na tretjem. Jaz sem pa rekel, gledajte, najboljša varianta je, da imate vi mesečna srečanja. Zdaj pa zakaj? Ker meni so ljudje že sami leta nazaj, jaz nisem v časa takrat, veste, se, ko bi rekel, še posvetiti potem pa še tem mesečnim srečanjem, ker sem v terapiji do tukaj čez glavo in potem v petek komaj čakaš, da zakleneš v pisarno, rečeš, da ne mi več govoriti o kakšni hipnozi, hipnoterapiji. No, zdaj pa, ki ne izvajam več hipnoterapevtskega dela, delajo to moji hipnoterapeuti, to je zdaj njihova pot, ki grejo naprej. Jaz pa lahko potem nekako vam ponudim ta mesečna srečanja in vam dam teh 20 let izkušenj, ki jih imam za sabo, vam v naročje in dajmo mi črpati iz tega vodnjaka ven, ker jaz sem čuda delal, točno vem, kaj funkcionira, kaj ne funkcionira in to si mislim, da bi vam dal jaz vam v naročje potem, ne. Tako da preverjam sem, če mi snemate, ali sem malo da vidim, ja, mislim, da je zvok v redu. In to je ta zadeva, ker je nemogoče pričakovati 1, 2, 3 srečanja. 1, 2, 3 srečanja se bo premaknilo, se pravi, na tej skupini, ki smo imeli, jaz sem zdaj sledil, smo se stehtali in je ena polovička vas je izgubila. Zdaj pa, gledajte, za koga je ta delavnica, za koga pa ni, ok? Gremo pogledati prvo, kaj bi prvo pogledali. Dajmo mi prvo pogledati, za koga je, ok? Gledajte, osnova, da vi lahko pridete do mene, je, da imate problem z hrano. Okay? To pomeni, da vnašate prevelike količine hrane v svoje telo. Tega se morate zavedati. Takrat se je sprava vaša izbira, ker
kompletna naša delavnica, kompletna srečanja bojo bile na kontroli hrane. Se pravi, da se zmanjša vaš apetit. Cela hipnoterapija je v tem smislu. Bomo tudi ozadje delali to sigurno, te regresije, pa zakaj, pa to vse noter. Ampak nekje moramo začeti in to je hrana. Se pravi, če vi veste in imate občutek in ste sigurni, da preveč pojeste, potem sem jaz v osnovi dobra izbira za vaš problem. Okay? Se pravi, ker bomo delali cela hipnoterapija, ker bomo izdelali, je, da vam jaz povrnem nazaj kontrolo hrane v vaše roke, da vi lahko to kontrolirate, da se zmanjša apetit in tako dalje in normalno, da bo vaše telo reagiralo na zmanjšan apetit, na manjšo količino hrane v vaše telo in bo šla teža dol, noro, veste, enim se bo blazno hitro premaknilo. Kdaj pa jaz nisem prava izbira, ali pa naš program ni prava izbira, takrat, ko boste vi meni rekli, Božidar, pa jaz ne pojem dosti, ampak se vseeno redim. Takrat je pa problem. Problem je to, da takrat vem iz izkušenj, menopavza, ščitnica, hormončki, te zadeve so tiste, ki delajo te težave in tam pa hipnoterapija ne more narediti tako velikih sprememb, kot smo jih vajeni, ko pa delamo za kontrolo hrane, nažalost. Še vedno se boste bolj počutili, definitivno boste šli kakšen kilogram dol, to res je, ne bo pa tista tista sprememba, ker nimam vam kaj odvzeti. Jaz vam moram nekaj odvzeti in to je hrana. S hrano jaz vam lahko zmanjšam apetit, zmanjšamo sugestije, da bo šla hrana navzdol. Če pa imate vi povečano težo zaradi hormonskega neravnovesja in vsega tega, tam vem, ker sem delal z vami, ne mislite, da ne, smo probavali, delali in tako dalje. In zanimivo, da vedno so bili rezultati, niso bili tako ekstremni, kot so recimo nekomu, ko hrano odmakneš. Te ljudje, ki so prišli hmeni za temi hormonskimi zadevami, so šli kilogram, 2, ampak nažalost pričakovanja so bila večja, ampak ne gre, sorry. Tako da lahko pridete k meni za dobro počutje, za moralno podporo in tako dalje. Definitivno tam naša mesečna srečanja vam bojo bila všeč, se bomo dobro imeli. Vedno boste stopili gor na tehtnico, ampak jaz enostavno, če ste vi meni 2-3 krat pri meni in da jaz ne vidim vaše spremembe na tehtnici, bom jaz prvi tisti, ki se bom vprašal, ali sem jaz res pravi naslov. Potem pa, gledajte, zdaj je tako, te razne ščitnice, hormone in to, tisto se potem ureja z drugimi zadevami, hipnoterapija še vedno pride v upoštev, ampak bolj 1 na 1, potem vas bomo preusmerili, tako da to se morate sami odločiti. Gledajte, v osnovi jaz sem pravi naslov za vas, če imate vi hrano kot problem vaše teže. Če hrana ni, in nažalost sem slišal večkrat, jaz nič ne pojem, pa vseeno se redim, čeprav tudi tukaj pride do tako enega osebnega laganja, prekrojevanja resnice, ker jaz potem kakškrat partnerja vzamem in rečem, res malo pojem, on žure, Aha, se pravi, nekdo se to laži, jaz malo pojema, in zdaj tisto malo, koliko je tistega malo, kaj človeku malo pomeni, Tako da ne govorimo v okviru bolj o hrani, kar se tega tiče. Glejte, rad bi šel z vami, imam časa dovolj, oziroma imam, dobro, dajmo reči, da si ga bom vzel, te sobote, bi rad šel z vami in dejmo stopiti te vaše kilograme. Ampak je tako, selekcija bo bila tudi z moje strani. Če boste vi bili 2-3 pri meni in vas jaz dam na tehtnico in bo videl, da ne greste dol, to je dobro, zdaj lahko so hormončki gor dol, ampak lahko se pa tu zgodi, da vi mojega dela ne sprejemate, takrat vas bom jaz odslovil. Tega se moramo zavedati, ker jaz hočem rezultate. Glejte, vaši rezultati so moji rezultati. Nekdo, da mi hodi na mojo terapijo in nima rezultatov, to je meni nonsens. Veste, vi imate tudi ljudi, ki enostavno našega dela ne sprejemajo in lahko hodite zaradi dobre volje k meni, samo ne mi potem iti okoli, sem šla k Božidar, pa nisem zgubila kilogramov, Glejte, na zadnjem srečanju sem imel, veste, imate tudi tiste, ne mi hodi, če ste una čebelca, ki hodi iz vse te zadeve, sem imel enih par ljudi, ki so rekli, že naprej so prišli, sem vedela, da ne bo funkcioniralo. Jaz karkoli naredim, pa mi ne funkcionira. S to mentaliteto mi sploh ne hoditi na moje delavnice. Pridite odprti,
imam izkušen malo more za sabo, jaz sem že na tisočem ljudem pomagal, da zgubijo kilograme, ne boste ne prvi, ne zadnji, ki se bo to zgodilo, ne. Ampak moje delo mora biti sprejeto, če ni, potem sem jaz prvi tisti, ki vas bo odslovil, okej? Tako da bom dal vse od sebe, da naredimo te zadeve in potem boste tudi vi vašo kolegico, vašega kolega, kako bo on zgubil kilograma, ne, in tako dalje. In tu je ta zadeva, ne. Zdaj, eden nazadnje, ko smo imeli to samo hipnozo, mi je celo napisal, ja, veš, tiste sugestije, ki si ti nam dal, meni niso funkcionirale, sem si svoje naredil, pa meni funkcionirajo. Ja, v tem je smisel, ne, ker ne more vsaka moja beseda biti zlata jama, kar se tega tiče. Bomo tudi o tem govorili, tudi samo hipnozi in tako dalje, kako narediti, ne. Glejte, vsak od nas je individualec, ok, vsak od nas je, mi smo unikatna oseba v vsakem pogledu. Veste, ni nobene enake osebe, kot ste vi na tem svetu, in vsaka rabi. Vendar v skupini pa, posebno ko je homogena, ko je dobra, ko se dobro razumemo med sabo, je v praksi se pokazalo, da so premiki veliko močnejši, hitrejši in močnejši. Tako da to je to, ok? Zdaj, če se jim spravi naslov, kot sem vam rekel, če je hrana vaš problem, ne, in tako dalje. Zdaj, ok, še ena zadeva mi zdaj padla na pamet, sladkarije. Zdaj, sladkarije so mičkeno kompleksna zadeva, ker so ozadja za sladkarijami običajno, vem, da že vrabci to čivkajo, ampak iz mojih izkušenj malenkost pomanjkanje ljubezni. Zdaj, treba je malo pogledati, katero je ljubezen, potem se ljudje malce s kakšno sladkarijo, ne, zdaj, ampak zopet mora biti žrtje. Če mi pojeste eno čokolado v enem mesecu, tam ni. Če pojeste eno na dan, ok, tam lahko že kaj naredimo. Odvisnost od sladkorja je močna zadeva, tudi za hipnoterapijo bo treba malce garati, ampak se da narediti tudi to, ne. Tako da, gledajte, če ste, ali pa ne vem, zdaj gledate ta video, pa je vaš partner in vi veste, da je od hrane in gore in dole, ne me ga kar poriniti v naročje, oseba mora sama. Prosim, ne mi partnerje porivati v moje naročje, ker vprašanje, če bo sprejeli moje delo, ok? Isto je za cigarete in za vse te zadeve. Enostavno oseba, lahko se vidva skupaj pomenita, lahko oseba reče, ok, grem probati, da vidim, če mi Božidar odgovarja, ker jaz vam moram pasati, če vam ne pašem, potem se ne bo zgodilo nič, nažalost, tako funkcionira ta sveta, ne. Tako da tu malo pogledajte, ne pa kar svojega moža kar prijaviti, plačati k meni, ja, beži tam, bedi Božidarju, ne mi tega delati, ok, ker ne bo bilo nič, enostavno ga bom še jaz na koncu nagnal, kar se je že zgodilo, znam biti neprijeten, kar se tega tiče, ok, ne mi tega početi, ok, tako da je čist brez veze, glejte, mora zrastiti, lahko skupaj pogledate za partnerjem ta video, če ga vi gledate zdaj in se vam zdi, da se jaz pravi naslov za vašega partnerja, dajte še vaš partner, zadeva mora dozoreti na pravem zelniku, ne, se pravi, ne sme partnerju dozoreti, pa potem, ker sem imel, potem ga pripeljejo in potem tam, ko je en kup nesreče, pri meni ne, ok, morate se vi sami odločiti za ta korak, vi me morate pogledati, vi morate dvigniti telefon, pa vprašati mogoče kakšno zadevo, ali pa enostavno vi reči, aha, pogledaj, Bože, kje imaš te datume, ok, jaz grem, jaz bom vplačal in tako dalje in tako dalje. Ne delati to namesto vašega partnerja, prosim lepo, ker zadeve je praksa pokazala, da se ne izidejo, ok? Tako je, tako da to je to, ne. Jaz ne delam nobenih operacij, pa zmanjšujem želodec in te zadeve, to lahko vsakmu potem, to kirurgi delajo, ne. Jaz delam na mentalnem nivoju in osnova mentalne spremembe je motivacija, ok? In ko enkrat je ta motivacija tam, to je to, ne? Ja, zdaj pa, tako je staro pravilo pravi, ki hoče jamrati, naj gre psihoterapeutu, ki hoče zadevo spremeniti, naj gre hipnoterapeutu, ok? To je to. To vam lahko ponudim in predvsem pa ta mesečna srečanja in boste videli, da se bo dogajalo. Že zdaj pa smo imeli samo par srečanj, pa so se že zadeve dogajale, ampak nisem delal na nekakšne selekcije, sem imel samo odprta vrata, tokrat pa želim selektirati zadevo. Tako da prosim, gledajte si ta video do konca, da če ste z mano do te točke, razumete, kaj hočem povedati. Če pa ste še v dilemi, glejte, preden se odločite za mene, za moj ta program, dajte telefon v roke in pokličite me, bomo dorekli, ok? Lahko tudi po telefonu, če ste pravi naslov. Te pa zakaj sem jaz dal to soboto, ob sobotah bomo imeli ta srečanja, zato kot prvič je manj prometa takrat na cestah, lažje boste prišli do mene in takrat je lahko, greste tudi mogoče malo izven Ljubljane, ta malo širši krog, se usedete, ne. Glejte, jaz osebno imam do Ljubljane 1 uro, ne. Ja, in potem je kdaj boste prišli v Novo mesto, kdaj boste prišli v Kranj, kdaj boste prišli tam, nikoli, razumete, glejte, če vi niste sposobni dvigniti vaše riti in priti na mojo delavnico, potem je moja delavnica nima nobenega smisla za vas, veste, ne bom jih k vam v naročje hodil, najbrž da vam še na dom pridem, ne.
Smo probali, pa ne funkcionira, ne. Tako da tukaj mora priti Mohamed k gori, ne pa gorah Mohamedu, ne, če gledamo to malo prispodobo. Tako da, lejte, če ste, ne, ker prvi korak je ravno to, da dignete rit in prijete na našo delavnico, to je prva zadeva, ki jo morate narediti, ne. Tako da to, in to je peš, iz Novega mesta, če se da, pridite peš do mene v Ljubljano, ok, in na tem boste že en kupeni kilogramov izgubili. Tako da, ne mi to Lenovo prodajati. Tako da, gremo se te neke pravilne zadeve, in potem bomo premaknili meje. Zdaj smo dali te sobote, da se lahko tudi iz te bližnje okolice nekako združite, ker dosti folka mi je reklo, ja, zakaj nimate ob sobotah, zdaj ob sredi, res je malo sredi, jaz sem to sredi popoldan, ne, in sredi popoldan večinoma je bilo za Ljubljančane bilo v redu, gre po službi, tako je direktno skoči na mojo delavnico, eni, ki pa imajo te delovne, potem pa to. Čeprav, glej, tam, ki se nekdo hoče, bo najdel pot, ne, veste. Jaz, ko sem imel terapevtsko delo še, ljudje so kakšenkrat, ki sem delal večinoma sam dopoldan, so dopuste vzeli, zato so prišli meni na terapijo. No, to je prava namera. Veste, to je prava namera. Res ne pravim zdaj, da morate vi kuriti dopust, ampak to je prava namera. Ok, ajde, dajte se strezniti, poglejte se, stehtajte se in poglejte, če sem pravi naslov za vas in definitivno bomo premikali gore. Ok, ajde, folk, kje se tale ugasne zadeva, se vidimo potem na prvi delavnici. Bote mi dobro, čau.